sem jaz delal izpit, je bilo pa tole bolj simpel. Ker pogledajte si, kakšno armaturko ste imela Citroen AX ali pa Fiat Uno. Volan, šalthebel in 3 gumbi, to je to. Zdaj samo na volanu več gumbov, kot pa takrat v celem avtu. Si predstavljam, da ste tisti, ki prvi sedete za volan, no ali pa tisti, ki že dolgo niste zamenjali avta, mogoče malce zmedeni, ampak ljudje smo pametna bitja in se hitro učimo. Evo primer. Tole je kljuka in ključi so danes že tako pametni, da lahko ostanejo v žepu, pa se avto zaklene. Ali pa samo primem kljuko in se odklene. Ok, znotraj je osnova povsod ista. Volan, desna ročica je za brisalce, leva pa za dolge luči in za smernike. Ok, skoraj povsod, Mercedes je malce specifika, tam so tudi brisalci na levi ročici, desna pa je samodejni menjalnik. Tudi v Evropi so samodejni menjalniki vse bolj popularni, zato v prihodnje najbrž ne bomo niti imeli več 3 stopalk, samo še 2, zavora in plin. Sploh pri električnih avtomobilih, kjer ni klasičnega menjalnika, ampak v bistvu samo ena prestava. No, tukaj pa je levi pedal še vedno sklopka in še vedno ga je treba pritisniti vsakič, preden premaknete tole ročico. Evo, 6 pomeni, da ima 6 prestav za naprej, R, eno za vzvratno. Če niste dirkač po duši, absolutno priporočam samodejni menjalnik, je pač med vožnjo ena stvar manj zamisliti. Boste pa morali odšteti malenkost več denarja. Ok, parkirna oziroma pomožna zavora. Včasih smo ji rekli kar ročno, ker so avtomobili imeli takšno ročico, ki ste jo potem potegnili, no pač z roko. No, danes so večinoma elektronske, gumb s takšno oznako oziroma s črko P jo označuje. Ko ga pritisnete, se zasliši tak značilen zvok in tukaj vmes se pojavi rdeč simbol, da potem veste, da je dejansko prijela. Zakaj je to dobro? Ker je sedaj tukaj bistveno več prostora in ker vam pomaga speljevati na klancu. Vi samo spustite sklopko, pritisnete plin, enostavno speljete, tale zadeva pa se sama spusti. Ko boste to osvojili, vas pa čaka še armaturna plošča in njenih 800 stikal. Funkcije so vedno razdeljene v posamezne sklope, da jih boste lažje razumeli. Tale, na primer, je za upravljanje klimatske naprave, tale za radio, tukaj nastavljam ogledala, stekla in zaklepanje avtomobila. Večina ostalih funkcij pa kar preko tega velikega zaslona na dotik. Tukaj so si avti zelo različni, nekateri skoraj da nimajo več klasičnih gumbov in vse poteka prek zaslonov, nekateri pa še vedno prisegajo na klasiko. Ampak zaslone imajo itak že vsi. Veliko gumbov je svoje mesto našlo kar tukaj le na volanu. Na tej strani imam stikala za upravljanje potovalnega računalnika in v bistvu vseh ostalih funkcij avtomobila, nekaj malega tudi za upravljanje radia, no za radio so tudi na tej strani, za glasnost predvsem. Tale sklop pa je namenjen upravljanju tempomata, se pravi sistema, ki sam vzdržuje hitrost. To je zelo uporabno, še posebej na avtocesti, kjer je hitrost lahko konstantna in potem ni treba ves čas pritiskati stopalke za plin oziroma jo popuščati. Če kdaj slišite za izraz radarski oziroma aktivni tempomat, no to je pa nadgradnja klasičnega, ki potem sam tudi vzdržuje varnostno razdaljo. Takoj, ko dohitite počasnejše vozilo, zmanjša hitrost na njegovo hitrost in pa sam skrbi, da ne pride do trka. Vem, znanstvena fantastika, ampak na tole se človek zelo hitro navadi. Tudi povezovanje preko Bluetootha je simpel, ker telefona med vožnjo itak ne smete uporabljati. En pritisk semle, telefon, evo, avto je našel telefon in v nekaj sekundah je zadeva povezana. Se pa povezujte vedno takrat, ko stojite na mestu, nikakor med vožnjo. Evo, toliko za začetek, naslednjič pa na hitro o varnostnih sistemih, da ne boste kupovali mačka v žaklju, ali kako so že rekli strici, tisti ta pametni, ne oni iz ozadja.